Kot župan največje pomurske občine se sedaj soočate tudi z krizo Mure. Kaj pomeni to za vašo občino in pa nasploh za Pomurje? Tako za našo občino, kot za vse pomurske občine, tako da prihajajo delavci Mure, ta kriza pomeni še večjo krizo v samih občinah. V vsake občini se bo povečala stopnja brezposelnosti za tisto občino znatno in ti dodatno brezposelni bodo prav sigurno pritiskali na občinske proračune v smislu zagotavljanja nekih socialnih transferjev. Samo za našo občino so se ti socialni transferji v zadnjem malo več kot letu dni povečali za 1 milijon evrov iz 3,2 na 4,2 milijona evrov. Če gledamo, da imamo realizacijo 16-17 milijonov evrov recimo in je od tega 4,2 milijona evrov za socialne transferje, potem veste, kako velik del proračuna celega je povezan s tem segmentom. In Mura kot taka in pa vse dogajanje okrog nje, potencialno toliko in toliko število novih brezposelnih bo imelo tudi daljnoročne posledice za celotno Pomurje. Če se stopnja brezposelnosti zveča iz 14,4 na 20 skoraj procentov in če 3300 ljudi pride na zavod za zaposlovanje v primeru stečaja, to prav sigurno pomeni velik zalogaj. In jaz pravim, to bi moral pomeniti alarm, ne samo za nas občine, ampak alarm tudi za državo. Preprosto država ne more reči, dvignem roke od Mure, ker se to finančno ne izplača. Država kot drugi največji solastnik posamični tega si preprosto ne sme dovoliti, da nima od zadaj pripravljenega scenarija, kako dolgoročno s temi ljudmi, ki do dlje časa ostali na zavod za zaposlovanje. Jaz pričakujem predvsem državo, oziroma vse lastnike, tudi Valantovo NFD in tudi državo, torej vse lastnike, da zagotovijo čim več sredstev za ta fond za odpravnine. Tukaj gre za interes zaposlenih. Če se pa grejo politiko na ramenih delavcev Mure nekdo drug, se pravi minister Lahovnik in pa vlada napram Valantovi nacionalni finančni družbi, to pa ni v redu. Naj se politiko ne grejo na hrbtih zaposlenih delavcev Mure, kajti Mura ni preprosto ena od družb, ki jo lahko kar zradiramo. Tu je blagovna znamka, ki ima toliko vrednost, tu je toliko tisoč ljudi in tisoč gospodinjstev v Pomurju, lahko rečemo, da je vsako četrto gospodinjstvo povezano z Muro in če država ne pokaže več interesa do teh nekaj tisoč družin v Pomurju, potem se lahko vprašamo, v katero smer je pač usmerjena ta vlada, torej ali je izgubila kompas. Zato tudi vse tiste očitki, da sedaj se nekako nagaja vladi, da želi pripraviti nek celovit finančni načrt prestrukturiranja, ja pa naj ga pokažejo. Pričakujete obiske z Kada in z Soda in pa tudi gospoda ministra Lahovnika. Mislite, da se boste lahko usedli za eno mizo in potem končno dali na mizo nek plan, kako Muro rešiti v nekem daljšem roku, pa začeti s temi reševanji takoj? Glejte, jaz to ravno pričakujem. Jaz sem sklical izredno sejo mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, na katero sem povabil vse, večino teh večjih posamičnih lastnikov, torej državo, ministrstvo za gospodarstvo, samega ministra, potem tudi Sod, ki je v imenu države dejansko ta solastnik. Povabil sem tudi Valanta, torej nacionalno finančno družbo, tudi sindikaliste iz Mure, pomurske poslance in kaj želi, seveda vodstvo Mure, se pravi prokurista. Kaj želim? Želim, da se predstavijo konkretni predlogi za reševanje Mure. Uprava Mure ga je sedaj pripravila in ga je predstavila, tudi ministrstvo ga je predala. Prokurist Mure je rekel, da bo tudi na izredni seji mestnega sveta Mestna občina Murska Sobota predstavil pač ta program, po katerem bi naj 1415 ljudi dobilo v novih firmah, zaposlitev naslednjih 5 let, 1900 bi jih pa šlo na zavod za zaposlovanje. Strani drugega solastnika, oziroma tega tudi strani Valantovega nacionalne finančne družbe, torej največjega posamičnega slika, tega predloga še nimamo, ne vemo za njega. Tako tudi strani države ne vemo, kakšen predlog ima finančnega kadrovskega prestrukturiranja, torej ta novi poslovni model reševanja, in to jaz pričakujem, da pridejo in razložijo, kakšen načrt imajo. Ne pa, da preprosto rečejo, mi več finančno ne bomo pomagali, ker se ekonomsko ne splača. Veste, ekonomsko se marsikaj ne splača, ampak tu so pa družine konkretno od zadaj v Pomurju in tukaj ne smemo gledati samo na
ekonomski vidik in pa tržne zakonitosti, treba je razmišljati tudi o socialnih posledicah in pa psihosocialnih posledicah v naši regiji, kjer je pač Mura preprosto preveliko podjetje in preveliko družin je s tem povezan. Vkolikor bo ta balonček Murin res počil, ko eventualno občina tudi bankrotira? No, občina kot taka težko bankrotira, to je odvisno seveda od župana, če je v preteklosti najemal kakšne kredite, brez da bi dobil soglasje Ministrstva za finance in tako naprej, kar nekaj naših pomurskih občin je to delalo, kar seveda ni dobro. Glejte, če ena mala občina ima danes toliko in toliko zaposlenih in sedaj dobi 50% več, toliko in toliko nezaposlenih, in sedaj dobi 50% več nezaposlenih v svoji občini, to pomeni za njihov proračun značno večji strošek, kajti treba je tem ljudem dati neke socialne transferje, treba jim pomagati, recimo tisti, ki nimajo sami svojih finančnih sredstev zadosti, da se jim plača osnovno zdravstveno zavarovanje, zahteve bodo padale za enkratne denarne pomoči, ljudje bodo zaradi majhnih dohodkov padli tudi v nižje razrede, subvencioniranje otrok predšolske vzgoje, torej vrtecev, in potem mora občina toliko več teh sredstev plačati, subvencionirati. Torej vse polne takšnih zadev, ki bodo prešle potem na občino in občine teh sredstev nimajo.